Skupnost za zavest Krišne se je pri nas uradno registrirala leta 1983, čeprav je v slovenskem prostoru delovala že prej. Tako beležijo že skoraj 40 let delovanja. Že od vsega začetka je član slovenske skupnosti Uroš Lebar, ki poudarja, da so danes kot skupnost dozoreli in pognali korenine. Kako doživljate svojo pot v tej skupnosti, svoj duhovni, osebni razvoj? Ja, ko enkrat človek doseže 50 let, potem je tak trenutek, ko se ozre nazaj, in jaz moram osebno reči, da sem zelo srečen, da sem spoznal to vedsko tradicijo, to duhovno znanje, bhakti jogo, ki jo izvajam že 30 let, in da s tem izvajanjem bhakti joge samo dobivam potrdila, da sem se prav izbral, da me Bog sliši, in z veseljem pričakujem naslednja desetletja. Gotovo pa to povezavo z Božjo milostjo negujete vsak dan. Kako to poteka z meditacijami, premišljevanjem, molitvami? Ja, zelo važen je, ko imaš enkrat jasen cilj, ko veš, kdo si ti, kdo je Bog, je potem samo še vprašanje, kako priti do njega. Eno je, ko živimo v tem svetu, ko smo v tem materialnem telesu, mi kot duša, lahko vede priporočajo najboljši način petje svetih imen. To zdaj velja ne samo za naše Hare Krišna tradicije, ampak za vse verske tradicije, se pravi Božje ime kot najboljši način, kako priti v stik z Bogom. Jaz osebno imam in vsi naši člani, pa večina verskih tradicij, od islama do krščanstva, mi temu rečemo džapa, nekateri rožni venc in tako naprej, ima 108 kroglic, in na te kroglice, se pravi s pomočjo teh kroglic, izgovarjamo sveta imena, Hare Krišna, Hare Krišna, in na ta način pridemo v stik z svetim, in sveto ime očisti naše srce, in potem lažje pridemo v stik z Božjo milostjo. Zelo enostavno. Eden od osrednjih konceptov v večini glavnih indijskih religijah je reinkarnacija. Reinkarnacija pomeni, da ob smrti duša vedno preide v drugo telo, dokler se ne reši iz neprekinjenega kroga ponovnega rojevanja. Reinkarnacija je nauk o potovanju duše iz telesa v telo. Se pravi, ko mi umremo, to pomeni, ko duša zapusti to telo, se v skladu z dejanji v tem življenju naseli v novo telo, kjer ima potem možnost, da izbira. Izbor je tem, da živimo v tem svetu v skladu s svojimi željami, brez Božje prisotnosti. Drugo je pa, da se odločimo, da posvetimo svoje življenje Bogu in končamo reinkarnacijo. Se pravi, da se ne rodimo več, ampak da gremo nazaj v duhovni svet. Zdaj, kakšne vprašanja rešuje reinkarnacija? Eno izmed glavnih je vprašanje, zakaj je zlo v tem svetu, zakaj se dobrim ljudem dogajajo slabe stvari. Prva stvar je, da mi se v tem svetu ne rodimo kot nepopisan list, ampak imamo za sabo že mnogo življenj, v katerih smo počeli mnogo dobrih in tudi mnogo slabih stvari, in v tem življenju enostavno dobimo obresti, da tako rečemo, v skladu z našim delovanjem, v skladu z našo karmo. Tako da, če to vemo, potem ne nosimo v sebi občutka žrtve, zakaj se meni to dogaja, zakaj pa onmu ne, ali pa zakaj Bog to dovoljuje. Bog nam dovoljuje svobodno voljo, lahko živimo v tem svetu brez njega, lahko pa spoznamo v enem trenutku, da ima to naše življenje 4 probleme. In to je, da se rodimo, zbolimo, ostarimo in umremo. Temu se nihče ne more izogniti pod nobenim pogojem.
In ko enkrat to začutimo, da si želimo nekaj več, da vse čutimo, da obstaja neka večnost, da želimo popolno ljubezen, ne samo neko delno ljubezen, ki jo dobimo v tem svetu, potem rečemo: o Bog, Krišna, prosim, pomagaj mi, dosti imam tega. In takrat se začne lahko resna duhovna praksa. In cilj te duhovne prakse je, da končamo to rojevanje in umiranje znova in znova in da gremo v duhovni svet. Bi lahko rekli, da je prav to vedenje in spoznanje o reinkarnaciji bilo zelo pomembno tudi na vaši osebni duhovni poti, za vašo osebno duhovno izkušnjo? Ja, lahko bi tako rekli, ja. Jaz sem imel lahko en tak déjà vu, ko sem gledal ameriški film o enem duhovniku in sem potem imel neke vrste spoznanje takrat, to je bilo že 30 let nazaj, da sem jaz nekoč živel tam v Ameriki in bil duhovnik. Tako da potem sem pa že s temi postopki, ki sva jih prej omenila, te stvari samo potrdil. Tako da veliko ljudi ima takšno spoznanje, včasih se ne upajo o njih govoriti, majhni otroci se dostikrat spominjajo, tako so stari 3-4 leta svojih prejšnjih življenj. Tega znanja je dovolj, če kdo hoče do njega priti, je to zelo enostavno. Vprašanje je potem, kaj pol naprej. Ker ne glede na to, vemo, ok, večni smo, ko bomo umrli, ne bomo mi umrli, bo umrlo naše telo, ampak rojstvo, pa bolezen, pa starost, pa smrt, to nas bo pa skozi čakali, skozi se bo to ponavljalo. Tako da je dejansko joga, ki pomeni povezati se, kot religija, religare, ki pomeni v latinščini isto povezati se, to je cilj vsega tega znanja. Reinkarnacija ni cilj, je samo, da rečem, sredstvo, da se povežemo z Bogom. Nova priložnost, to je bistveno.